Štetje ogljikovih hidratov pri sladkorni bolezni. Primeri izračuna ogljikovih hidratov v obroku s pomočjo tehtnice in knjižic s podatki o vsebnosti ogljikovih hidratov. Film je namenjen izvajalcem edukacije oseb s sladkorno boleznijo ter osebam s sladkorno boleznijo, predvsem tipa 1, ki so že bili poučeni za štetje ogljikovih hidratov in potrebujejo ponovitev. Vsebina filma brez razlage diplomirane medicinske sestre lahko vodi v napačno razumevanje. Priporočamo, da se pred ogledom filma po dodatne informacije obrnete na diabetološko ambulanto. Prvi obrok je sestavljen iz 60 gramov polnozrnate žemlje, 80 gramov rumene paprike, 25 gramov kisle smetane in 100 gramov skute. Vsebnost ogljikovih hidratov v polnozrnati žemlji razberemo v knjižici pod zavihkom kruh na strani 5. Ugotovimo, da 30 gramov oziroma polovica polnozrnate žemlje vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je cela žemlja, torej ima 60 gramov, zato zanjo zabeležimo tudi dvakrat toliko ogljikovih hidratov, 30 gramov. Vsebnost ogljikovih hidratov v rumeni papriki razberemo v knjižici pod zavihkom zelenjava na strani 29. Ugotovimo, da 100 gramov paprike vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 80 gramov rumene paprike, zato naredimo navzkrižni izračun. 100 gramov paprike vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. Koliko ogljikovih hidratov pa vsebuje 80 gramov paprike? 80 pomnožimo s 5 in delimo s 100. Izračunamo, da 80 gramov rumene paprike vsebuje 4 grame ogljikovih hidratov, ki jih zabeležimo. Kisla smetana je maščobno živilo, ki ga v knjižici najdemo pod prilogo maščobe in maščobna živila na strani 31. Ugotovimo, da ne vsebuje ogljikovih hidratov, zato zabeležimo 0 gramov. Skuta je beljakovinsko živilo. V knjižici jo najdemo pod prilogo v zavihku meso in zamenjave na strani 34. Ugotovimo, da 50 gramov skute ne vsebuje ogljikovih hidratov. V obroku je 100 gramov skute, kar ne presega količine za prištetje ogljikovih hidratov po beljakovinskem pravilu. Spomnimo se, kaj pravi beljakovinsko pravilo. Če je količina beljakovinskega živila do 100 gramov oziroma ni večja od velikosti vaše dlani, ta ne povzroči zvišanja ravni glukoze. Če pa poleg omenjene količine zaužijemo še dodatnih 100 gramov izključno beljakovinskega živila, seštevku ogljikovih hidratov zaradi povečane presnovne dejavnosti obroka prištejemo navideznih 10 gramov ogljikovih hidratov. Za skuto torej zabeležimo 0 gramov ogljikovih hidratov. Skupna vsebnost ogljikovih hidratov v tem obroku je 34 gramov. Drugi obrok je sestavljen iz 225 gramov kuhane ajdove kaše, 100 gramov korenja, 60 gramov koruze in 25 gramov sira. Vsebnost ogljikovih hidratov v ajdovi kaši razberemo iz knjižice pod poglavjem žitarice na strani 8. Ugotovimo, da 85 gramov kuhane ajdove kaše vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je več ajdove kaše in sicer 225 gramov, zato vsebnost ogljikovih hidratov izračunamo s pomočjo navzkrižnega izračuna. 85 gramov kuhane ajdove kaše vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih vsebuje 225 gramov? 225 pomnožimo s 15 in delimo s 85. Izračunamo, da 225 gramov kuhane ajdove kaše vsebuje 39,7 gramov ogljikovih hidratov, kar zaokrožimo na 40 gramov in zabeležimo. Vsebnost ogljikovih hidratov v korenju razberemo iz knjižice na strani 28. Ugotovimo, da 100 gramov korenja vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je korenja ravno 100 gramov, zato zabeležimo 5 gramov ogljikovih hidratov.
Vsebnost ogljikovih hidratov v koruzi razberemo iz knjižice Podstročnice ali škrobnata zelenjava na strani 26. Ugotovimo, da 120 gramov koruze vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 60 gramov koruze, kar je manj, zato bomo uporabili navzkrižni izračun. 120 gramov koruze vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 60 gramih koruze? 60 pomnožimo s 15 in delimo s 120. Izračunamo, da 60 gramov koruze vsebuje 7,5 gramov ogljikovih hidratov in zabeležimo. Sir je maščobno živilo, ki ga najdemo v knjižici pod prilogo Maščobe in maščobna živila na strani 32. Ugotovimo, da sir ne vsebuje ogljikovih hidratov, zato zabeležimo 0 gramov. Vsebnost ogljikovih hidratov v tem obroku je 52,5 gramov, kar zaokrožimo na 53 gramov. Dodatki soli, kisa, začimb, peteršilja in žlice olja ne vsebujejo ogljikovih hidratov, zato v primerih obrokov niso posebej navedeni. Tretji obrok je sestavljen iz 200 gramov praženega krompirja, 100 gramov brokolija, 100 gramov cvetače, 200 gramov govejega zrezka in 10 gramov olja. Vsebnost ogljikovih hidratov v praženem krompirju razberemo iz knjižice na strani 14. Ugotovimo, da 130 gramov praženega krompirja vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 200 gramov praženega krompirja, zato uporabimo navzkrižni izračun. 130 gramov praženega krompirja vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 200 gramih? 200 pomnožimo s 15 in delimo s 130. Izračunamo, da 200 gramov praženega krompirja vsebuje 23 gramov ogljikovih hidratov in zabeležimo. Vsebnost ogljikovih hidratov v brokoliju razberemo iz knjižice pod zavihkom zelenjava na strani 28. Ugotovimo, da 200 gramov brokolija vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je pol manj brokolija, in sicer 100 gramov, zato 5 gramov prepolovimo in zabeležimo 2,5 gramov ogljikovih hidratov. Cvetača je zelenjava in jo ravno tako najdemo na strani 28. Razberemo, da 200 gramov cvetače vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 100 gramov cvetače, kar je polovico manj, zato zabeležimo 2,5 gramov. Goveji zrezek je meso, ki ga v knjižici najdemo v poglavju Meso in zamenjave na strani 34. Ugotovimo, da 100 gramov govejega zrezka ne vsebuje ogljikovih hidratov. Ker pa je v obroku 200 gramov zrezka, bomo zanj ob upoštevanju beljakovinskega pravila prišteli navideznih 10 gramov ogljikovih hidratov. Olje je maščobno živilo, ki ga najdemo v knjižici pod prilogo Maščobe in maščobna živila na strani 31. Ugotovimo, da ne vsebuje ogljikovih hidratov in zabeležimo 0 gramov. Skupna vsebnost ogljikovih hidratov v tem obroku je 38 gramov. Pa naredimo še 3 primere obrokov, pri katerih bomo za štetje ogljikovih hidratov uporabili knjižico Tabele za izračunavanje ogljikovih hidratov v živilu. Prvi obrok je sestavljen iz ene polnjene paprike težke 100 gramov, 200 gramov pire krompirja in 100 gramov paradižnikove mezge. Vsebnost ogljikovih hidratov v polnjeni papriki razberemo iz knjižice v poglavju Gotove mesne jedi na strani 23. Ugotovimo, da 100 gramov polnjene paprike vsebuje 21 gramov ogljikovih hidratov. V obroku imamo ravno 100 gramov težko polnjeno papriko, zato zabeležimo 21 gramov ogljikovih hidratov. Vsebnost ogljikovih hidratov v pire krompirju razberemo iz knjižice pod zavihkom Krompir na strani 14. Ugotovimo, da 130 gramov pire krompirja vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 200 gramov pire krompirja, zato bomo uporabili navzkrižni izračun.
130 gramov pire krompirja vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 200 gramih pire krompirja? 200 pomnožimo s 15 in delimo s 130. Izračunamo, da 200 gramov pire krompirja vsebuje 23 gramov ogljikovih hidratov in jih zabeležimo. Vsebnost ogljikovih hidratov v paradižnikovi mezgi razberemo iz knjižice pod zelenjavo na strani 20. Ugotovimo, da 40 gramov paradižnikove mezge vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 100 gramov paradižnikove mezge, zato ponovno naredimo navzkrižni izračun. 40 gramov paradižnikove mezge vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 100 gramih? 100 pomnožimo s 5 in delimo s 40. Izračunamo, da 100 gramov paradižnikove mezge vsebuje 12,5 gramov ogljikovih hidratov in jih zabeležimo. V tem obroku je 56,5 gramov ogljikovih hidratov, kar zaokrožimo na 57 gramov. Drugi obrok je sestavljen iz 160 gramov kuhanih testenin, 100 gramov zelene solate ledenka, 80 gramov paradižnika, 100 gramov piščančjega fileja in 200 ml sladoleda. Vsebnost ogljikovih hidratov v navadnih kuhanih testeninah razberemo iz knjižice v poglavju testenine na strani 13. Ugotovimo, da 60 gramov takšnih testenin vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je več testenin, in sicer 160 gramov, zato bomo uporabili navzkrižni izračun. V 60 gramih testenin je 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 160 gramih? 160 pomnožimo s 15 in delimo s 60. Izračunamo, da 160 gramov navadnih kuhanih testenin vsebuje 40 gramov ogljikovih hidratov in zabeležimo. Vsebnost ogljikovih hidratov se v različnih zelenih solatah ne razlikuje veliko. Podatek o količini ogljikovih hidratov v ledenki najdemo v knjižici pod zelenjavo na strani 20. Ugotovimo, da 300 gramov zelene solate ledenka vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je manj solate, in sicer 100 gramov, zato bomo uporabili navzkrižni izračun. V 300 gramih zelene solate je 5 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 100 gramih? 100 pomnožimo s 5 in delimo s 300. Izračunamo, da 100 gramov zelene solate ledenka vsebuje 1,6 gramov ogljikovih hidratov in jih zabeležimo. Paradižnik je zelenjava, ki jo najdemo na isti strani knjižice. Ugotovimo, da 200 gramov paradižnika vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 80 gramov paradižnika, zato spet naredimo navzkrižni izračun. V 200 gramih paradižnika je 5 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 80 gramih? 80 pomnožimo s 5 in delimo s 200. Izračunamo, da 80 gramov paradižnika vsebuje le 2 grama ogljikovih hidratov in podatek zabeležimo. Piščančji file je meso in spada pod beljakovinska živila. Za beljakovinska živila že vemo, da zanje ne prištevamo ogljikovih hidratov, razen pri količini večji od 100 gramov. V obroku je manjša količina piščančjega fileja, zato zanj zabeležimo 0 gramov ogljikovih hidratov. Vsebnost ogljikovih hidratov za mlečni sladoled razberemo iz knjižice v poglavju Mleko in mlečni izdelki na strani 15. Ugotovimo, da 100 ml mlečnega sladoleda vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku sta 2 kepici sladoleda, kar je 2-krat toliko, zato zabeležimo 30 gramov ogljikovih hidratov. V seštevku je v tem obroku 73,6 gramov ogljikovih hidratov, kar zaokrožimo na 74 gramov. Kako pa je s paniranimi živili? Ali pri paniranih živilih prištevamo ogljikove hidrate? Kadar je v obroku na primer paniran piščančji ali goveji zrezek, panirano piščančje bedro ali panirana zelenjava,
zaradi moke in drobtin prištejemo dodatne ogljikove hidrate. Podatek o tem ravno tako najdemo v knjižici Tabele za izračunavanje ogljikovih hidratov v živilu na strani 23 v poglavju Gotove jedi. Iz knjižice razberemo, da 100 gramov paniranega zrezka, kot je na primer dunajski zrezek, vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Tretji obrok je sestavljen iz 250 ml goveje juhe s cmoki, 100 gramske palačinke, 20 gramov pomarančne marmelade in 130 gramov težkega jabolka. Ogljikove hidrate v goveji juhi predstavlja zakuha, torej 3 jušni cmoki. Vsebnost ogljikovih hidratov v cmokih najdemo v poglavju Gotove jedi in juhe na strani 22. Ugotovimo, da goveja juha s 3 cmoki vsebuje 19 gramov ogljikovih hidratov. Vsebnost ogljikovih hidratov v palačinki razberemo iz knjižice v poglavju Žitarice na strani 12. Tam so navedene tudi nekatere gotove jedi iz žitaric. Ugotovimo, da 60 gramov težka palačinka vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je večja palačinka, težka 100 gramov, zato količino ogljikovih hidratov izračunamo s pomočjo navzkrižnega izračuna. V 60 gramih palačinke je 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 100 gramih? 100 pomnožimo s 15 in delimo s 60. Izračunamo, da 100 gramov težka palačinka vsebuje 25 gramov ogljikovih hidratov in podatek zabeležimo. Ogljikove hidrate v pomarančni marmeladi razberemo iz knjižice v poglavju Sladkor na strani 27. Ugotovimo, da 20 gramov pomarančne marmelade, kar je enako naši količini na krožniku, vsebuje 13 gramov ogljikovih hidratov. Podatek zabeležimo. Ogljikove hidrate v jabolku razberemo iz knjižice v poglavju Sadje na strani 16. Ugotovimo, da 130 gramov težko jabolko vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Jabolko na krožniku je težko ravno toliko, zato zanj zabeležimo 15 gramov ogljikovih hidratov. Seštevek ogljikovih hidratov v tem obroku je 72 gramov. Gotove jedi, kot so zelenjavne juhe, mineštre, jote, palačinke, polnjene paprike in podobne jedi, pripravljene po tradicionalni recepturi, najdemo v knjižici na strani 22. Točneje pa lahko ogljikove hidrate v sestavljenih jedeh izračunamo tako, da seštejemo ogljikove hidrate vseh živil, ki jih bomo dali v lonec, in ko je jed kuhana, delimo seštevek s številom porcij te jedi. Tako dobimo število gramov ogljikovih hidratov na eno porcijo. Za primer vzemimo izračun vsebnosti ogljikovih hidratov v domači joti. Uporabili bomo krompir, čebulo, fižol v zrnju in kislo repo. Odmerimo posamezne količine živil in izračunamo, koliko ogljikovih hidratov vsebujejo. Seštejemo ogljikove hidrate in jih delimo s številom porcij v celem loncu. Tako izračunamo število ogljikovih hidratov na eno porcijo jote. Podobno kot pri joti lahko takšen način izračuna ogljikovih hidratov uporabimo tudi pri domačem receptu za palačinke. Tudi v tem primeru seštejemo ogljikove hidrate vseh živil, ki jih damo v posodo, v kateri bomo pripravili maso za palačinke. Palačinke potem spečemo, jih preštejemo in seštevek ogljikovih hidratov delimo s številom pečenih palačink. Tako smo izračunali število gramov ogljikovih hidratov v eni palačinki brez nadeva. Na podoben način izračunamo tudi število ogljikovih hidratov v domačem receptu za pecivo. Seštejemo ogljikove hidrate v vseh živilih, ki jih bomo uporabili pri peki, pecivo spečemo, razdelimo na kose in seštevek delimo s številom kosov peciva. Tako preprosto izračunamo, koliko ogljikovih hidratov je v enem kosu peciva. Več primerov izračunov ogljikovih hidratov v obrokih najdete v videih z naslovom Primeri obrokov.